Bože, blagoslov želim vsakome, šteri je tu, šteri je dnes na drugo adventno nedelo se odločil poslušati Božjo besedo. Mnoge dnes imajo možnost, imajo priložnost, kaj bi leko poslušali Božjo besedo, ali nažalost so izbrali nekaj drugega. Postavili so se v svoje življenje nekaj drugega, to možnost so zavrnili in se odločili, kad dodelali druge stvari, štere so njim, tako povedano, pomembnejše, kot pa poslušati Božjo besedo. In dragi moji, tako so prikrajšani za to, ko Bog ima povedati v vsako eno življenje. Mnoge pa ne žal nemajo možnosti poslušati Božjo besedo. Nemajo možnosti za voljo različnih okoliščin, štere njim to preprečujejo in to pa ne mrejo čuti Božjega sporočila za njih osebno. Ali, znate, želja je v srce. In Bog vidi mojo in tvojo željo. Bog vidi moje in tvoje hrepenenje, dok Bog da se poskrbo, kada vsake štere hrepenej po njeme to tu doživo. Še nekaj je, ko moram povdariti, in je to zelo važno. Ko ti osebno včiniš sporočilom, štero ti Bog pošila, štero ti Bog uči skozi njegovo drago sveto reč. Ko ti včiniš s tem sporočilom, to spremljaš, se odzoveš, poslušaš, bogaš, izpuniš njegovo željo, njegov namen za tvoje življenje. Ali pa gledaš na drugoga, pa praviš, to je za njega, to je njeme bilo povedano. Ali ti pa ide na eno vejo noter, pa na drugo vejo. Božje sporočilo. Jezusovi učenci so odili dolgo časa z svojim duhovnim učiteljem, ka se tako izrazim, in doživljali so marsikaj. Marsikaj so doživljali v svojem sledenju Jezuša. Doživljali so čudovite stvari, lepe stvari, enkratne stvari, štere so jih navduševale, bili pa so tu v različni nevarnosti in tu za njih v neprijetne situacije. In v vseh teh situacijah je bil Jezus njuva spodbuda, njuva opora, bil je njuv reševalec. Znate, ko delajo reševalce? Ste bili že kdaj na kakšnem bazenu? Znate, ko delajo, ko je njuva naloga? To se što vtapla, tega morajo vyrešiti. Bil je njuv reševalec in pa tu njuv popravljalec. Znači mehanikar, štere je tisto, ko je ne bilo v redu, popravilo. Predvsem pa je bil on, Jezus, v tom času njuv učitelj, štere jih je včil in vzgajo s svojim zgledom, svojimi besedami in dejanje, kaj bi bili une Jezusovi učenci pripravljeni za bodoče naloge. In dragi poslušalec, vse to je Jezus tu za tebe gnes v toj situaciji, za voljo toga, kaj tebe osebno on želi ponuditi za izgradnjo nebeškega kraljestva. On te želi ponuditi za to, kada je nebeško kraljestvo izgrajeno. In znate, učenci so vse to dogajanje na nekši način razumeli, sprejemali in to vse do tistega trenutka, kdo je bil njuv učitelj izročeni brezbožnikom, štere so ga odpeljali od njih, ga obsodili na smrt, ga križali in pokopali.
Vse do tistega trenutka so oni nekako bili itak imeli vipanje, kaj je to, ko Jezus pravi, kaj je. In znate, te zmedovnjuva življenja je dodatno povzročil tisti treći dan, da so dobivali, ne po SMS-e, še ne bilo telefonov, da so dobivali sporočila, kaj Jezus živi. In še nenavadna sporočila, pa Jezus prej živi, naj bi bil on znova živeči, kaj so videli, kaj je mrl. To na jedan zelo strošen način. In tu same so doživeli. V nekako trenutkaj, kaj se je Jezus iznenada med njimi pojavil živ. Pojavil se je živ, tu same so to doživeli. Znate, Tomaž je bil edini, tako povedano, korekten, edini je bil iskrene in je pravil tako, dokeč je sam osebno to ne doživel, da čak je vam ne mu verval. Geščen to, ko vi me negočite, osebno doživete. To pomeni imeti osebno srečanje z gorstanjenim Jezusom. In to se je tu zgodilo. In te je Jezusov nasvet Tomaže, njeme in pa sejnom bil, kaj je potrebno živeti v in z verov v živoga Boga. Ali ti živiš v vere in z verov v gorstanjenoga Kristuša? Aleluja. Učencom pa so vsi te dokazi, ešte itak nikak, lahko tako povemo, ne bili zadosta, še itak je ne bilo čista jasno, ko se koli njih in z njime dogaja. In znate, Peter je bil pred več kot 3 letami odličen ribič, privatnik, poslovnež. On je ostalim učencom po vseh teh dogodkih so vseeno bili povezani te učence. Bili so v Küper, bili so povezani, ne so se časi raztepli. In Peter je dal eno pobudo, kaj bi oni šli na ribičijo. Zanimivo, jelte? Idemo zdaj mi na ribičijo. Mogoče si je mislil tako, pa Jezuša več njega med nami, štere se je tako dobro skrbo za nas. In zdaj moram na nekšen način gdje poskrbeti za naše blagostanje, gdje moram poskrbeti za to, kaj nemo ločne, kaj nemo čista propodnele. Mogoče je bilo takšno njegovo razmišljanje in na njegovo pobudo se je tu ostalim učencom to zdel eden dober predlog. Poslušaš, Bogaš ti dober predlog, da ti što da dober predlog. In njih sedem, vsi oni so bili prli ribiči, so se odpravili na ribolov. Ja, na 21. tale imamo opisane te dogodek. Bar doma se ga celoga preštete in gledajte, ko je zapisano tom v 21. tale, 3. vrstica, 2. del. Bar gledajte, ko je tu zapisano. Odšli so, znači teh 7 učencev, stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Šli so, toda tisto noč niso nič ujeli. Pravzaprav so se tu pokazala tista 3 leta, več kot 3 leta odsotnosti istoga poklica. Če si 3,5 leta odsoten iz enoga poklica, se ti naslednji dan pokaže to, kar ti več tok ne ide. Kako ti je šlo prlej. Peter in ostali učenci, ribiči, vsi so bili oni ribiči, so zgleda v tom obdobje pozabili, kako se opravlja ta dejavnost. Kako se trebaj v toj dejavnosti, kde lecuj spravite. Eden pregovor gej,
pravi tok, ka vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Peter zgleda, ka več ne bil vojane loviti ribe, ne je več bil v tom posle doma, tok se pravi. Ne je več v tom posle bil to, ko je bil prlej. Znate, to se njim je enako že zgodilo. Enako se njim je že to zgodilo, da se je prvo pot srečo z Jezusom. V tistom prvom srečanju z Jezusom je bila za njim cela noč šenke, trud se ne poplačal in že te je Peter nikak pripozno Jezuše, ka z njegovim ribištvom, z njegovim poslom, z njegovo poslovno dejavnostjo nika ne vrede, nika tu ne gli, ka bi bila vse na svojem mestu. In te v Lukačovem evangeliji 5. od 1 do 11 je opisane te dogodek. V tistem dogodku je eden tesar, eden cimerman dal izkušenimi ribiči na svet, kako se noj lovijo ribe. Ne je to zanimivo? Ko bi pravo eden malar, če bi njime dal eden, ne vem ko Schneider na svet, kako noj malarijo dela. Kako še imate zapovedati? Ali v tom primeru se je ne zgodilo to, kako je ribič ščil mete. In ti je dobo eden na svet. Dobo je eden na svet. To je te zapisano v 9. veršoše, v Lukači 5. tale 9. veršoš, pod tistom, da je Peter dobo na svet od toga cimermana, zdaj tako povejmo. To je zapisano v 9. veršoše. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on, znači Peter, in vsi, ki so bili z njim. Osupnili so nad tem ulovom rib. Vsi ne so mogli vervati, ko se je to zdaj zgodilo. Ko se v tvojem življenju dogaja. Kako se dogaja? Jezus pa je v tistoj situaciji Petre še nekaj drugo provo, ko je on v tom vmesnem času, to od Lukača 5 pa do Janeza 21, ko je Peter mogoče v tom vmesnem času malo pozabil. V Lukači 5. tale 10. veršuš, drugi del veršuša, tok piše, ne boj se. Jezus pravi to Petre, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In bar gledajte, idemo dole, poglednemo dole tej redosled in zdaj po 3 leta pa pol Petrovga vojaništva v enoj novoj službi, v njegovom novom poslanstvu lovljenja ljudi, se je znova pokazalo, ka Jezus spreminja življenja ljudi. On spreminja življenja ljudi. Znova se je pokazala, kako se izrazim, Petrova nesposobnost, ka bi leko ustono v svojem starom življenju. Dragi poslušalec, da se enok v Božoj šole se ne probaj vračati nazaj v staro življenje, zavolo toga, ker tom več ne imaš kaj iskati. Tom več nega tvoje prihodnosti. Tom več nega tvoje prihodnosti. Jezus je Petri pravo odslej, znači od zdaj naprej boš imel eno drugo poslanstvo. In Peter je že drugo pot v svojem življenju mogel čuti Jezušove besede, mogel je čuti Jezušov poziv. Vrži mrežo ta in te, da ti ges povem. Vrži mrežo ta na tisto mesto in te, ne dokole, pač pa te,
da ti ges povem. Za obe situacije iz Luka 5 in Janeza 21 bi lahko pravili tak, ka Jezušove besede nikak nemajo tako povedano smisla. Je važno, koma vržeš ti mrežo? Ribič, gdje štere ribič tu? Je važno, koma ti vržeš svoj trnek? Mislim, ka ne. Če so ribe, jih zgrabiš, če pa njega rib, pa jih ne brez zgrobiti. Dvakrat je Jezus pozval Petra. Dvakrat njim je pokazal, ko to pomeni poslušati njega. Ko to pomeni bogati njegovo navodilo. In v toj drugoj priložnosti, zdaj v Janeze 21, v toj drugoj priložnosti, štero je Peter tu dobo, se je znova zgodil čudež. Znova se je zgodil čudež, pravzaprav se je zgodilo še več kot čudež. Še več kot čudež se je tu zgodil. Učenci so znova dobili eden nauk od svojega duhovnega učitelja, od svojega voditelja. Dobili so eden novi nauk. Najprej jih je Jezus te pital od hrane, od njihovih vsakdanejšnjih potreb. In odgovor učencev je bil negativen. 21. Janezovega evangelija, 5. veršoš, vprašanje se glasilo: otroci, imate kaj hrane? In odgovor: nič. Nič. Kakša tragedija, dragi moji. 7 ljudi, 7 izkušenih ribičov, celo noč se trudijo in na konci nič. Na konci nič. Si ti že doživel v tvojem življenju kaj takšnega? Si bil že v situaciji, ko je tvoj trud na konci imel rezultat 0? To človek sam dela, se dostakrat tako zgodi. Ali Jezus njim je te, v Janezovem evangeliju 21. tale, Jezus njim je te dal na svet za desno stran čuna. Za desno stran čuna. Ne za levo, pač pa za desno stran čuna njim je Jezus te dal na svet. In te je rezultat ne bil nič, pač pa 153 ribe. 153 obroke hrane. 153. Zakaj 153? Vse fele teorije so bile. 150 trgej, 153 države Združenih narodov in pa tako dole in pa tako naprej. Nemo od toga se razlago, za voljo toga, kad tu to nikaj ne piše. Zakaj 153? Za voljo toga, kad so je pač 153 zgrobile. In to dejanje, te primer, no znova kaže, kad se je znova zgodil en čudež po Božjem posegi. Po poslušanju toga, ko Bog pravi. Znate, v tistem času so mreže bile pletene, ne vem točno iz koj, ampak pri 153 ribaj bi se mreže sigurno raztrgale. To vidimo v tistem prvem primeru, kad so se mreže začele trgati. Tu so se mreže ne raztrgale. Ali to je ne bilo zadnje presenečenje? Jezus njim prave, ribe ste vi potegnili, zdaj pa prineste si nika od toga, ko ste zdaj zgrobili. Celo noč je bilo nič, zdaj pa 153, 152 puste, bar eno prineste. Kamo nika mele za geste. Ali te je znova prišlo do enoga presenečenja. To je že bila pečena riba in pa tu kruh.
Jezus se je poskrbil za tisto, ko so učenci ne mogli celo noč. Ko so učenci v tistoj noči ne uspeli, se je Jezus poskrbel. On se je poskrbel za to. In s tem jim znova pravi, ka oni imajo eno drugo poslanstvo, ka je za njih on pripravil eno drugo nalogo, štero morajo oni opraviti. Jezus se je poskrbel za njove potrebe, za njovo potrebo te. In Jezus njim s tem sporoča, kada se on tu na dole skrbo za njove potrebe. Presenečenje za presenečenjem, dosi v Božoj prisotnosti. Doživljate to? Kaj doživljam? In znova tudi mnogi med vami to doživljate. In noj to ostane, zato ker naš Bog je živi Bog in je Bog presenečenj. In te, bar gled, idemo dole po tom vrstno redi, kako se je te dogodek odvijal. In te so imeli moški zajtrk. Moški zajtrk so imeli, haleluja. Po šterom je Jezus Petra nagovoril, Petra, osebno Petra, kaj bi preveril v njegovom življenju, njegovo duhovno stanje. Znate, Bog včasih mene in tebe nagovarja na različne načine, kaj bi preveril moje in pa tvoje duhovno stanje. Včasih nas nagovarja in po trej Jezusovi pitanjaj, spomnite se, preštite doma tej odlomek, po trej Jezusovi pitanjaj, po trej Petrovih odgovoraj in treh Jezusovih nalogaj, štere njem je zavipo, znate, nigde ne je omenjeno papeštvo, oprostite, je Jezus Petre povedal še 3 besede, štere me gnes ještě itak poziva človeka. Hodi za menoj. 19. vrstica. Hodi za menoj. Eden poziv in pa ena zapoved. Ale to, kako če bi Peter nikak prečil, preslišal te Jezusove besede, štere so bile namenjene njeme osebno. Pravi njeme, hodi za menoj. Peter se je na mesto odgovora Jezuše, se je začel zanimati za Janeza. Kaj pa on? Kaj pa ta? Pokazuje na njega, ko pa on, ko pa te. In dragi poslušalec, znova postavim pitanje, šteroga sem postavil že prlej. Do tebe osebno Gospod zove, da te njegova beseda nagovarja. Ko ti včiniš s tem? Kakšen je tvoj oseben odziv? Jezusov poziv Petre je bil hodi za menoj. Peter pa pravi, spitava, Peter pita za Drejčeka, za Korčka, za Viktora, za Rudeka, za Olgo, za Nado, za Joškoja, za Francka. Ja, dragi moji, vsakome med nami Jezus namenja isti poziv. Vsakome med nami hodi za menoj. Vsakome med nami. In moj poziv, šteroga Jezus mene namenja, je ne tvoj poziv. In tvoj poziv, šteroga tebi Jezus namenja, je ne moj poziv. V 22. veršu še se to glasi Jezusov odgovor Petre. Jezus mu je dejal, če hočem, kak geščen, če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Kaj ti to mar? Če geščen, kaj ti to mar? Ti
hodi za menoj. To je bil Jezušov odgovor na Petrovo zanimanje za drugoga. Tu ne omenjena brezbrižnost glede drugoga, ne. Pač pa je v ospredje postavljen tvoj osebni poziv v Gospodovo delo. Tvoj osebni poziv za toga, kje sem odkriti pred Gospodom, to, kako si ti, to, kako je vsaki med nami osebno pred Gospodom. Ne smo skupinsko, ja, smo kot njegova cerkev, ali smo tu osebno, kot jaz, kot ti, kot vsaki med nami. In Jezus je tu bil zelo grobe, lahko bi to pravili, glede Petrovga angažiranja za drugoga. Če prevedem v naš domači jezik, Jezus je Petri tu pravo, če to po domačem povem, ko te briga za drugoga, ti gledaj za sebe. Ti gledaj za sebe. Ti gledaj za sebe. Ti se brigaj za sebe. Za drugoga monge nalogo, štero more izpuniti. Ti izpuni to, ko je tebe naročam. Ti izpuni to, ko Jezus, ko Bog tebe naroča. Dragi poslušalec, Jezus tu dnes tebe poziva in ti pravi, ti hodi za menoj. V začetku smo popevali koros, s teboj bom šel, kamor greš. Ti hodi za menoj. Točno tebe, štere zoj poslušaš to besedo, je namenjen tej poziv. Ti hodi za menoj. Zoj, ne enok v bodočnosti. Domo imel čas, ali da se mi bole videlo, ali domo bole volej, domo bole malči, domo bole pej nazaj. Ti hodi za menoj. Zdaj, dnes, ne oziraj se na drugoga, do tebe poziva v delo, do tebe poziva v službo, do tebe poziva v odgovornost. Ti hodi za menoj. Drugi koroš je tok, imel besedilo, prinašam ti več kot le besede, nikak tok v tom smislu. Prinašam ti več, kot pa samo pesem. Ti hodi za menoj. Bog ima točno za tebe pripravljeno nalogo, štero moraš ti upraviti. Štero moraš ti izpolniti. Znaš, tisti poleg tebe ima nalogo, štero je Bog njeme zavipo in mora isto tako svojo nalogo upraviti. Ti hodi za menoj. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo milost. Hvala ti za tvojo potrpežljivost, zmjav za vsakim med nami. In hvala je tebe, kad ti zoveš ještě dnes vsakoga med nami in pričakuješ odziv. Jezus, dragi, pomori me. Duh Sveti, pomori me. Kad se v vsakom trenutku do ti zoveš, do ti učiš v moje osebno življenje. Kad se odzovem na tvoj klic. Kad se odzovem na to, ko ti mene praviš. Daj mi modrosti, daj mi moči, daj mi odločnosti, daj mi volov, daj mi radost za vse to, kar izpolnim tvojo volov.
za moje osebno življenje. In to te prosim tudi za vsakoga prisotnoga, za vsakoga, štiri posluša tvojo besedo. Ka se odzovemo tvojimi klici v naša življenja. Ka se odzovemo, ti hodi za menoj in idemo za tjov. Idemo v tvoje vole in idemo z tvojim svetim duhom, pod vodstvom tvojega svetega duha naprej. Hvala je tebi za vse, ko smo leko že tjavko čudovitega doživeli s tjov. Hvala ti za vse blagoslove, štere si nam dal po tvojoj milosti. Hvala ti tudi za težke trenutke, štere smo mogli skositi, štere idemo skos. In vidimo, kad tu v teh trenutkih si nas nenjal same. Glito, kako si Petra nenjal samoga, da se je potaplo, poč pa si ga rešil, si ga zdignil. Si Petra nenjal samoga, da te je zatajal. Poč pa si ga iz toga stanja vyprpelo. I hvala ti, ka imamo tu zapisani primer, kad te je sledil, kad je šel za tjov. In tej primer naj bo spodbuda tudi za mene, za vsakoga med nami, za vsakoga, štiri posluša tvoj poziv in se odzove na njega. Ka za istino idemo in delamo to, ko je tvoja sveta vola za naše življenja. Gospod sveti, hvala ti. Ka ne samo, ka nam davaš svojo besedo, poč pa tudi poslušaš naše molitve. Ti znaš, poznaš tudi tisti klic, štiri se ne povej na glas. Ti ko poznaš klic naših src. Ti vidiš bolečine v naših srcaj. Ti vidiš vsa bremena, štere moramo nesti, šterimi se soočamo. Jezus, dragi, prosim te, pomori nam. Po duhi tvojom. Pomori nam. Za istino leko pri tebi odložimo vsa ta bremena. Zato, kad ti skrbiš za nas. Hvala ti za vse. Spodaj te potrebe v zdravstvenom stanju naših sester, naših bratov. Dotekni se vsake te situacije in ti daj izhod. Nam pa pomore, ka za istino vidimo to, ko ti delaš in se tebi zahvalimo za vse. In tudi druge stvari, s katerimi se moramo soočati, Gospod dragi, daj nam tvoj mir, ka bi v tvojo mere leko šli naprej, to, kako je tvoja sveta vola, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Bojde proslavljene ti v vsem in sigdar skozi tvojo cerkev, skozi moje osebno življenje in skozi življenje vsakoga med nami. Amen. Amen. Amen.